Dober večer, dragi obiskovalci. Gentili ospiti, buonasera. Pričenja se večer kino... Se pogosto odpravite v kino? Navadno stojijo v trgovskih centrih kinodvorane, kjer si lahko ogledamo komercialne filme, ki jih oglašujejo že mesece prej. Večina ljudi si najraje ogleda ravno te, na ostale pa zlahka pozabi. Eden izmed takšnih so recimo evropski filmi. V nedeljo 12. novembra so kino in raznolikost evropskih filmov praznovali z Evropskim art kino dnevom. Letos je potekal že 8. Na ta dan so kinematografi širom Evrope s filmskimi projekcijami in raznimi dogodki slavili raznolikost evropskega filma. Kinematografi so pomemben del kulturne krajine in bogatijo skupnosti v mestih in na podeželju ter združujejo ljudi ne glede na starost, poreklo, izobrazbo ali dohodek. Ključno vlogo pri spodbujanju kulturne raznolikosti in predstavljanju mladih talentov pa imajo umetniški kinematografi, ki imajo v Evropi več kot 100 milijonov obiskovalcev. Evropski art kino dan je nastal na pobudo kinematografskih združenj CICAE in Europa Cinemas. Mednarodna zveza art kinematografov CICAE je mreža nacionalnih kinematografskih zvez, neodvisnih kinematografov, filmskih festivalov in distributerjev. Ustanovili so ga nemški, francoski, nizozemski in švicarski art kinematografski sindikati v Wiesbadenu leta 1955 za spodbujanje kulturne raznolikosti v kinematografih in na filmskih festivalih. Podpira tudi distribucijo pomembnih in ranljivih filmov z vsega sveta. Europa Cinemas je vrhunska filmska mreža, ki se osredotoča na evropske filme. Ustanovljena je bila leta 1992, danes pa obsega že 2350 dvoran v 977 kinematografih in se razteza po 596 mestih v 42 državah. Arthouse kinematografi obstajajo po vsej Evropi. Evropski dan art kina je namenjen krepitvi kinematografov v regijah, ki nimajo lastnih umetniških sindikatov, razvoju podpornih struktur in povečanju prepoznavnosti umetniških filmov na splošno. Art filmi so nekako odprti za vse, je poudarek na art filmu, samo to je tako že malo smešna konotacija. Jaz rečem tako, razlika je samo v tem, kaj želiš ti s filmom narediti in kaj želiš na koncu po domačem pokasirati, ne. Komercialni filmi grejo bolj kot ne na inkaso, torej čim več ljudi pripeljati, da se čim več proda kart oziroma kokic. Art kino filmi pač v osnovi hrane nimajo, pijače nimajo, ker to je neka filmska kultura in hkrati se ne omejujejo na komercialne ali art filme, čeprav art film, kaj je to danes, ne, art film je lahko tudi najnovejši film od Scorseseja ali pa art film je najbolj obskuren romunski film, ki je zdaj šel. Tako da to je tako malo odvisno od kina oziroma programskega vodja oziroma trenutka. Kar se tiče hollywoodskih filmov in komercialnih pa vemo, ne, to je pač misija nemogoče, recimo kot primer. Ampak razlika je v tem bolj kot ne, kdo odloča in kdo se odloči, da bo neki art oziroma kako ti to zadevo zapakiraš za publiko. Torej, poanta je po mojem, da art kino mora nuditi čim bolj raznoliko ponudbo, se prilagoditi do neke mere svoj publiki oziroma tisti publiki, ki jo želi pripeljati, čeprav v osnovi je poanta, da ti pripelješ vse, da vsem daš možnost, da vsem ponudiš vse, kar si želijo. Torej lahko imaš, kot se rekel, najnovejšo dramo, francosko dramo ali pa tudi najnovejši akcijski film, s tem, da je to podkrepljeno z neko argumentacijo, zakaj je to v art kinu in zakaj ne. In še vedno pa mislim, da mora obstajati ta pozitivna konkurenca tako med art kini v regiji, kot med art kinom, dvorano in komercialno dvorano. V Sloveniji se Evropskemu art kino dnevu že od začetka pobude pridružujejo kinematografi Art kino mreže Slovenije. Številke kažejo na 27 članov, 28 kinematografov, 11 tisoč filmskih predstav letno in 500 tisoč obiskovalcev ter 1400 vzgojno-izobraževalnih projektov letno. V bistvu na nek način poudarijo določeno temo, ampak je vedno prosto popreširno. Toliko svobode nam pustijo, ker točno vejo, da mi poznamo svoje okolje. Oni tudi s tem nekako spodbudijo, da je čim bolj raznovrstno. Ravno zaradi tega nekako se ne vtikajo, po domače povedano. Poudarijo pa pomembnost, da se čim prej oglasimo, čim prej prijavimo, ker če se ti prijaviš v tako imenovano bazo,
oni tudi promovirajo tako program kot kino, ne. Tako da tle so bolj oštri, glede programa pa hvala Bogu in tudi cenim njihovo odprtost, da pustijo nam vso odločitev. Na Obali se Evropskemu Art Kino dnevu pridružuje Art Kino Odeon Izola, ki je v projekt vključen že 15 let. Vsako leto komaj čakamo, da nekako nas opozorijo, da je treba se vključiti oziroma nekako pobarajo, da čim prej pošljemo program, ki je primeren, tako za našo publiko, kot nekako tudi vezan na to pobudo, ne. V nedeljo so predvajali 3 filme. Najprej je nastopil grenko sladek animiran film v francoščini Psom in Italijanom vstop prepovedan. Luigi Ughetto se v iskanju boljšega življenja z bratoma odpravi čez mejo v švicarske in francoske Alpe, kjer opravljajo gradbena dela. Zaljubi se v delovodjevo hčer Cesiro, a njuna idila ne traja dolgo. Naslednji film je bil slovenski in sicer dokumentarni z naslovom Melania. Pod režijo se je podpisal Jurij Gruden, govori pa o nekdanji prvi dami Amerike. Zaključili so s koprodukcijskim filmom Francije in Italije Nostalgija, v katerem se Felice vrne v rodni Neapelj, da bi obiskal ostarelo mater, ki jo je v najstniških letih v naglici zapustil. V obujanju spominov odkrije temačno skrivnost. Primarno, že odkar sem jaz tu kot programski vodja za kinoprogram, se trudim, da poudarek je na slovenskem filmu. Torej, če se le da, to je najbolj sveži ali pa aktualni slovenski filmi, s tem, da to je zadeva tako, moraš tudi dobiti odobreno strani avtorja, lastnika oziroma distributerja, da lahko brezplačno predvajaš nekako nov film, oziroma pač se trudimo poudariti kakšen pomemben film, smo tudi kdaj vključili kakšen star film, ali ker je bila obletnica ravno v tistem času, ko je potekala pobuda, ali pa smo pač presodili, da v tistem obdobju ta film, ta naslov paše. Poleg tega poskušajo vsako leto v program vključiti tudi en italijanski film, saj živimo na dvojezičnem območju. Obiskovalci, ki si filme ogledajo, so stalna zvesta publika Art Kino Odeona v Izoli, preko pobude Evropskega Art Kino dneva pa poskušajo privabiti tudi koga, ki kina še ni obiskal ali tja ne zahaja pogosto. Zagotovo je na nekem mednarodnem evropskem nivoju nek način, neko orodje, če ne bolj motivacija za kinodvorane, da lahko še na dodaten način ali pa s tem tudi mogoče razmišlja, da je potrebno na nove načine priti do tako stare kot nove publike, ker stara publika mogoče želi nekaj novega, nekaj začiniti, kar je že obstoječi program, novo publiko pa moraš pripeljati. Je pa res, da najlažje preko morebitnih filmsko-vzgojnih projektov, ki pač niso vezani na Evropski Art Kino dan, je pa zagotovo ta pobuda strani Europa Cinemas nujna, ker, kot sem rekel, v skrajnem primeru opozori, da nekdo je tam, ki pomaga, nekdo je pripravljen krepiti to filmsko kulturo in je nekdo tam, ki lahko odgovori na določena vprašanja. V osnovi pa, kot sem rekel, motivira, da delamo, motivira, da iščemo rešitve in da nekako tudi se mreži zadeva. V Izoli pozdravljajo to pobudo in si takšnih pobud strani Europa Cinemas želijo še več. Zato, ker oni imajo nekako tudi vpogled, kaj se dogaja, kaj so trendi, imajo tudi finance za to izvajati, da je malo več podpore z tega vidika, ne samo denarne, tudi mogoče izobraževalne. Želimo si itak delati čim več za tako najmlajše kot najstarejše, trudimo se, no. Želimo se več mreženja v regiji in na nacionalnem nivoju. In kaj bi lahko še dodal? Ja, za publiko. Čim več hodite v kino, je pa res, da naj ne pozabi publika, da še vedno vsi, ki snujejo program, so odprti za kritike, seveda argumentirane in se bojo vedno, če se le da, prilagodili publiki, zato ker si želimo čim več ljudi, ne samo izobraževati, ampak da pridejo in da se družimo v kino in da uživamo v kino. Če ste letošnji Evropski Art Kino dan zamudili, se ga lahko udeležite naslednje leto na 9. ediciji.